Bi vas jaz kar lepo pozdravila, ura je 6:01 in nekako je prav, da kar začnemo. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na rojstni dan izjemnega Posavca, bi lahko rekli, ker seveda se oglašamo iz Posavskega muzeja Brežice, našega slavnega kuharja, slavnega prve televizijske zvezde. To je gospod Ivan Ivačič, rečemo pri nas, tako da danes bomo malo mešali ta izgovorjavo našo, se pravi, bi lahko rekli našo regionalno z Doljsko med Krškim in Brežicami in pa seveda tudi drugo, ki se je uveljavlja izven njegovega rodnega kraja. Izjemno čast si štejem, da pozdravim vas vse, pa seveda tudi naše izjemne goste oziroma res hvala vsem, ki ste to nedeljo namenili tudi za ta dogodek, ne samo za počitek in nedeljska opravila, ampak seveda tudi za to, da se skupaj spomnimo na gospoda Ivana Ivačiča, na njegovo delo, njegovo življenje in seveda tudi na njegove izjemne sledi, ki seveda se kaže skozi predmete, še bolj pa skozi spomine in vse tisto, kar je zapustil v različnih plasteh naše družbe, ne samo recimo v našem manjšem okolju. Tako da imam izjemno sem vesela, ker lahko pozdravim vse člane družine, najprej gospoda Petra z ženo Dragano Ivačič, ker vem, da tako rečete, iz Laškega, se pravi gospod Peter, lepo dobrodošli. Hvala lepa. Se vsem pozdravljam, pa bom potem dala še besedo, prav tako. Potem pozdravljam tudi Barbaro Ivačič s soprogom, ki pa je prišla k nam, je uspelo iz Kranja priti in smo skupaj pred kakšno uro tudi odpirali razstavo, se pravi hčerka našega mojstra. Dobrodošli. Hvala. Ja. Ona dva se oglašata prav iz razstavnega prostora, to je prostor pred Viteško dvorano, tako da pri njiju dveh bo mogoče zvok malo bolj odmevajoč, ampak nič hudega. Tako da hvala lepa obema. Lepo pozdravljam profesorja doktorja Janeza Bogataja, ambasadorja te pomembnega dejstva, da je Slovenija, da je letos Evropska gastronomska regija, drugače pa profesor Bogataj ves čas se ukvarja številnimi temami, tudi seveda s temo, ki jo imamo danes, oziroma jaz se ga spomnim, da je velikokrat povedal, kako je Ivan Ivačič kuhal juho po novem letu z mačkom, zraven pa tudi božal mačka, to nam je večkrat povedal na terenskih vajah, pa tako ne. Tako da sem zelo vesela, dragi profesor, da ste z nami in da bomo tudi slišali vaše besede. Dobrodošli. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem zbranim. Tako. Z nami so tudi tisti, ki so že poskrbeli, da v naših krajih dobro vemo, kdo je bil Ivan Ivačič, da smo tudi spoznali njegovo življenje, da je zapisano, da je umeščeno v knjigo, ki je posvečena njegovi rojstni vasi iz Dole. In tukaj je Polona Brenčič, tudi avtorica tega članka oziroma te raziskave in potem tudi zapisa iz Valvazorjeve knjižnice Krško. Draga Polona, pozdravljena. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in pa seveda v imenu Valvazorjeve knjižnice Krško. Zelo nas veseli, da smo se pridružili Posavskemu muzeju, da smo danes tukaj z vami vsemi in da obeležujemo 100-letnico prvega slovenskega kuharskega mojstra. Tako da lep pozdrav vsem, še posebno pa njegovim otrokom, gospodu Petru in gospe Barbari in seveda tudi vsem ostalemu sorodstvu in pa seveda ostalim sodelujočim. Tako da hvala lepa. Najlepša hvala, Polona. Lepo pozdravljam tudi Branka in Bernardo Šoba, prav iz Dol. Tudi ona dva sta nam pripovedovala o srečanjih in o spominih njihovih in od staršev na Ivana Ivačiča, tako da tudi danes boste delila kakšno od teh spominov. Dobrodošla.
Ja, lep pozdrav iz dol, soseda rojstne hiše Ivana Ivačiča, lepo pozdravljam gospoda Petra, lepo pozdravljam gospod Barbaro, gospoda profesor doktorja Bogataja, ki je bil na Zdolah tudi Jurjevo cvrtje, če ga malo spomnim. Top, Lep pozdrav in vsem ostalim deležencem, gospe Boloni Brenčič, pa potem gospodin Maji Marinčič in vsem ostalim, ki so dole. Pa več kasneje, ko mi boste želeli, da vam kaj povem, najbližji srečanji z gospodom mojstrom Ivanom Ivačičem. Hvala, lep pozdrav vsem. Hvala lepa. Lepo pozdravljam pa tudi Mojco in Ano Jazbec. Namreč gospa Mojca je rojena Cimpršek, hčerka prijatelja, takega življenjskega prijatelja gospoda Ivačiča. Bo potem povedala sama, zakaj, zdaj pa najprej pozdravljamo obe. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo, sva zelo vesela, da sva tukaj, vse lepo pozdravljam in gospe Alenki Černelč pa Maji Marinčič, vsak čas, da so se s takim žarom lotile te razstave, res hvala. Najlepša hvala. Dobrodošli in pozdravljeni tudi vsi drugi člani družine Ivačič, kar nekaj vas je, gospod Franc Novak, pa potem še Matjaž Ivačič, pa videla sem še kakšen priimek, tako da dobrodošli in hvala za udeležbo tudi vsem vam. Zelo bi si želeli, da bi se dobili tukaj v Posavskem muzeju, upamo, da bo tako, ker ne bomo tako hitro zapirali razstavo in verjamem, da bo ta naše prizorišče, ta naš grad, imamo lepo dvorišče, imamo lepo teraso, da takoj, ko bo mogoče, vas vse skupaj povabimo in se podružimo tako, kot bi bilo prav. Poseben pozdrav seveda imam tudi za naše kolegice iz Muzeja Radovljiške občine in sicer je tukaj direktorica Petra Bole. Dobrodošli, namreč z njimi tudi sodelujemo pri tem, tako da Petra, kakšno besedo nam nameni iz Radovljice. Aha, sem se moraš mikrofonček. Pa še enkrat. Se opravičujem. Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu Muzeja Radovljiške občine. Veseli smo, da gremo tukaj v skupni projekt z Brežicami. Posebej še zato, ker je spomin na Ivana Ivačiča, tukaj mi rečemo Ivačiča v Radovljici, še tako živ. Skratka, se veselim tega projekta. Najlepša hvala. Namreč za razstavo bomo gostovali v Radovljici 5.8., potem pa konec oktobra 29.10. gostimo tudi posebno razstavo iz Radovljice. To so zdaj še take stvari za naprej, ki boste vse izvedeli pravi čas. To je sem takšna napoved. Obe mesti sta tudi članici Združenja zgodovinskih mest Slovenije, tako da to poteka tudi kot del povezovanja teh mest, kot del novega kulturnega abonmaja in tudi dejstva, da združenje letos praznuje 20-letnico delovanja. Tako, uvodne besede, malo daljše, vseeno zelo pomembne, tako da dobrodošli res vsi. Uvodno misel oziroma nagovoril nas bo pa najprej naš profesor, zaslužni profesor dr. Janez Bogataj, ki bo malo nas uvedel v to temo oziroma povedal svoje misli, potem pa bomo se posvetili predvsem našemu stoletniku oziroma gospodu Ivanu Ivačiču, njegovemu delu, življenju, dosežkom, vsemu, kar lahko bomo strnili v kakšno urico pa pol, pa potem tako začeli to njegovo leto in seveda se še večkrat srečali tudi drugače. Tako da danes ne bomo vsega povedali, ampak začenjamo to pot in se veselimo vseh korakov. Najprej seveda za ta uvodni nagovor, za uvodne besede, za uvodno predstavitev, pa prosim profesorja Janeza Bogataja. Oziroma profesor Bogataj, jaz sem malo znemirjena, pa sem pozabila, da smo hoteli pokazati najprej razstavo. Tako da ja, je še boljše, da zdaj so mi malo moji sodelavci namignili. Seveda, mi smo danes posneli razstavo in bomo najprej si tudi pogledali kratek video iz razstave. Je tako, ne? Andreja, smo pripravljeni? Smo, tako.
Tako, najlepša hvala. To je bilo nekaj utrinkov iz naše posavske muzejske vitrine. Kot vidite, smo jo odprli skupaj z Barbaro Ivačič, tako da zvoka niste slišali, to bomo posebej potem še uredili. Zdaj smo to tako na hitro uspeli zmontirati. Hvala Davorju Lipeju, da ste dobili ta vtis. Fotografije bomo pa še posebej tudi danes pokazali. Tako da zdaj pa res prosim, dragi profesor Janez Bogataj, za vaše besede. Mikrofon, če vklopite. Zdaj pa je, a se slišimo? Se slišimo? Ja, se slišimo, hvala, je uspelo. Ja, še enkrat lep dober dan vsem zbranim. Življenje je pogostokrat polno naključij. In tudi v zvezi z znamenitim kuharjem Ivačičem ali Ivačičem bi mogoče navedel 3 taka naključja. Pred seboj imam njegovo kuharsko knjigo z naslovom Kuharska knjiga, ki je po naključju izšla tistega leta pri Mohorjevi družbi, ko sem se jaz vpisal na fakulteto, in sicer to je bilo leta 1965 jeseni. Vendar to ni tako pomembno kot pa nekaj drugega. Na prvi strani je uvod in ob tem uvodu je ena kolosalna karikatura kuharskega mojstra, mogoče se bo to kaj videlo takole, a ne, ja. In ko sem danes še enkrat tole malo prelistaval, sem ugotovil po inicialki pod to karikaturo, da je bil avtor te karikature Ivan Romih. To je bil en super ilustrator, zaposlen v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer so po drugi svetovni vojni hodile ekipe tega muzeja in zbirale pričevanja o vsakdanjikih in praznikih prebivalcev. In Ivan Romih je bil risar v tej skupini in je marsikaj seveda narisal z eno briljantno, disciplinirano risbo. Znan je bil pa tudi kot odličen karikaturist in ta karikatura seveda našega kuharskega mojstra je odlična. Druga stvar v tem uvodu, to je še vedno pod točko 1, kar govorim. Druga stvar v tem uvodu pa je besedilo takoj na začetku in pravi Ivačič takole: tako kot vsako delo je tudi za kuhanje potreben posluh. Jaz mu pravim kulinarični posluh, posluh za kuho. Imajo ga skoraj vsi, le da je pri nekaterih bolj, pri drugih manj razvit. In kakor so za glasbo potrebne note, imamo za kuhanje recepture. Prekrasne misli, enostavno, za vsakega razumljivo, tako kot so bili njegovi nastopi. To se mi zdi zelo pomembno, brez kakšnega hudega filozofiranja in tako naprej. Drugače je knjiga razdeljena po kulinaričnih skupinah. Zlasti me je presenetilo to, da je navedel celo vrsto geografsko opredeljenih juh, kar je bila za tiste čase izjemnost, kajti danes v sodobni gastronomiji izpostavljamo ta geografski vidik zelo, zelo izrazito. Tako navaja seveda štajersko kislo juho, štajersko smetanovo juho, primorsko trojko, vipavsko juho, pa potem šaro, ki je znana tako rekoč po vsem slovenskem prostoru in tako naprej. To je glede, bi rekel, prve zadeve. Druga stvar je ta, ki jo je že kolegica, direktorica omenila. Slovenija je letos vstopa med evropske regije gastronomije. To je ena nova mreža, ki se tke ne samo v Evropski uniji, ampak v zadnje čase tudi vedno bolj širše, tudi že na nekatere druge kontinente, bi rekel, se širi. In mislim, da je to naključje, ker se rekel sem, ne bom govoril o naključjih, da je to naključje sovpadanja 100. obletnice rojstva Ivana Ivačiča in pa vstopanja Slovenije v Evropsko regijo gastronomije verjetno
eden najlepših spominov in simbioz, ki so se ustvarile v bistvu ob tem njegovem jubileju. Tretja zadeva bo pa bolj osebna, namreč mi doma smo v 60-ih letih končno uspeli kupiti televizor. To je bil takrat kar en zalogaj in z nami je živela naša stara teta, avstro-ogrska kuharica, odlična, in dolgo časa smo jo prepričevali, da je segla v njeno malho finančno in pomagala moji mami in očetu pri nakupu televizorja RR Niš, ki je bil za tiste čase zakon. No, seveda, dolgo časa ni uspelo, potem sem pa jaz takrat rekel, teta, če bomo kupili televizor, to je taka škatla, kjer boste videli papeža pa enega kuharja. In reka, če je pa temu tako, potem pa kupimo to. In potem je bila ona seveda najbolj zvesta gledalka, njene oči so bile od ekrana oddaljene mogoče 25 centimetrov, tako blizu je gledala. In mi pa, kadar je bila pa na televiziji oddaja Ivana Ivačiča, pa nismo njega gledali in poslušali, ampak našo teto, kako je spremljala njega pri kuhanju. In približno je izgleda to tako, on je pač pripravljal neko jed, rekel, zdaj bomo dodali še malo soli, ona je takoj komentirala, premalo si dal, je rekla, premalo. Ali pa recimo številna njegova pravila je komentirala in mi smo se neizmerno zabavali ob teh njenih komentarjih. Na koncu je bilo pa tako približno, če mi moj zgodovinski spomin ne šepa preveč, bi rekel, da je Ivačič vedno na koncu poskusil tisto jed in rekel, je bilo dobro ali nekaj takega. Je rekel, o ti presnet, a men pa ne boš nič dal. Skratka, vidimo seveda, kako je nek človek, ki se je rodil v 80-ih letih 19. stoletja, dojemal medij skozi eno področje, ki mu je bilo blizu, v tem primeru kuharija. Druga stvar, ki je pa poučna tudi za današnji čas, je pa ta, da sem pred 3 leti, ko sem bil na konferenci v San Sebastianu, poslušal eno odlično predavanje Eduarda Cointreauja. Vsi ali pa večina vas pozna verjetno ta znani liker Cointreau. In on je eden od svetovno znanih specialistov za kulinarično literaturo in imel predavanje, kaj je danes potrebno za uspešno prodajo kulinaričnih knjig, se pravi kuharic. In sicer kaj? Televizijski šov. To se pravi televizijska oddaja. In Ivan Ivačič je bil seveda pred časom glede tega. To na vsak način. To nobena druga televizija na ozemlju takratne Jugoslavije, razen potem Stevo Karapanča, če se spomnite, ampak to je bilo že kasneje. Medtem ko on je bil pa dejansko pionir na tem področju in vidimo, kam je to pripeljalo. Danes so to med najbolj gledanimi oddajami in veseli me, da različne starostne in družbene skupine slovenskega prebivalstva pač sledijo tem oddajam, in na drugi strani pa moram za konec biti malo kritičen in reči to, da bi pričakoval od televizijskih hiš, da bojo več pozornosti namenjale tudi posredovanju znanj o naših lokalnih in regionalnih jedeh, kar seveda bi televizija lahko s pridom uporabljala in na ta način zlasti mladini posredovala odlična znanja o bogatstvu slovenske gastronomije, kar je seveda Ivačič v svojem govorjenju in nastopih neštetokrat poudarjal. Toliko za uvod. Kolegica rekla, da ne smem biti predolg, sem rekel, danes ne bo 45 minut, ampak samo nekaj manjših spominov. Hvala lepa. Hvala lepa, seveda.
Seveda boste imeli potem še možnost, da še kaj dodate, ker današnji dogodek, ki bi se moral zgoditi v živo, bi bil najprej seveda mičkeno bolj formalen, potem pa bi seveda se še podružili in številne spomine si delili ali pa mnenja. Tako bo tudi danes, se nekako ne želim, da je preveč formalno, ampak vseeno ta prvi del bomo opravili tudi tako, kot da bi bili skupaj tukaj pri nas na cesti Prvih borcev 1, grad Brežice, Posavski muzej. In po teh besedah vabim našo kolegico zgodovinarko Majo Marinčič, ki je pripravila razstavo, ki se je res potrudila, da smo predmete, ki nam jih je tako lepo posodil, nekaj tudi celo daroval gospod Peter Ivačič, nekako sestavili v manjšo razstavo, ki je na ogled pred Viteško dvorano in seveda pripoveduje o njegovem življenju in delu. In prosim, Maja Marinčič, zadaj boste pa videli tudi fotografije, ki smo jih večinoma dobili od gospoda Petra Ivačiča, nekaj pa tudi od naših drugih sodelavcev iz Posavja. Tako da Maja, prosim, kar jaz vas ne vidim, ampak vas bom najbrž kmalu zagledala. Tako, ja. Prosim, Maja Marinčič. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi z moje strani. Bil je 28. marec. Pisalo se je leto 1971. Pisana, vesela družba se je zbrala pri gospe Marjuti na njenem domu na Gomeli pri Sevnici. Tisti večer se je jedlo in pilo po izboru slavljenca, Abrahamovca Ivana Ivačiča. Le-ta je za svoje goste sam pripravljal izbrane jedi. Danes, 50 let kasneje, smo se v popolnoma drugačnih razmerah, a z radostjo v srcu zbrali dediščinski navdušenci, Ivanovi sorodniki, prijatelji, znanci in vsi, ki nam spomin na kuharskega mojstra prikliče prijetne spomine na stare čase. Ivan se je rodil prav tu, v Posavju, na Zdolah pri Krškem, na današnji dan pred 100 leti, leta 1921. Skromnost, iznajdljivost in ljubezen do kuhanja so mu bili položeni v zibelko, saj je mati zelo dobro pekla peciva, izkušnje pa si je nabrala tudi kot pomočnica kuharice v sosednji gostilni Šoba. Po končani meščanski šoli v Krškem se je Ivanova življenjska pot nadaljevala v Zagrebu, kjer so po naključju odkrili njegovo zanimanje za kuhanje. Srednjo šolo je končal na tamkajšnji srednji gostinski šoli za kuharje, v Opatiji pa je nadgradil svoje slaščičarsko znanje. Po vojni je nabiral kuharske izkušnje v različnih slovenskih krajih. V Dobrni, Rogaški Slatini, ljubljanskem hotelu Bellevue, na Pohorju in bil 3 leta šef kuhinje v hotelu Korotan na Jezerskem. Leta 1955 je opravil strokovni izpit za kuharja in kasneje pridobil še naziv mojster kuharstva in kulinarike. Pogosto je za predsednika takratne Jugoslavije, Josipa Broza Tita, in najrazličnejše obiske državnikov kuhal na Brdu pri Kranju in Brionih. Na gostinskem šolskem centru v Ljubljani, kjer je poučeval strokovne predmete, je vzgojil vrsto dobrih kuharjev. Od leta 1960 so njegov šarm, iznajdljivost, smisel za humor in kuharsko znanje spoznavale tudi slovenske gospodinje in njihovi možje pred televizijskimi zasloni. Na RTV Ljubljana je do 1975 snemal tematske kuharske oddaje, kjer je kuhal v živo, brez treme, kot bi to počel v svoji domači kuhinji. Leta 1965 je izdal prvo kuharsko knjigo, ki je izšla že v 10 dopolnjenih izdajah. Sodeloval je pri nastajanju jušne kocke Argo in majoneze Tomi in je tudi avtor zamisli o pleterski hruški veljamovki v steklenici. Za svoje delo na področju kulinarike je leta 1965 prejel od predsednika Jugoslavije odlikovanje s srebrnim vencem. Umrl je 20. marca 1984 v Radovljici, kjer je tudi pokopan. O posavskem kuharskem mojstru bi lahko povedala še veliko, vendar naj na tem mestu zaključim s kratko mislijo. V pogovorih z gospodom Petrom, sinom Ivana Ivačiča,
sem začutila veliko ljubezni, spoštovanja in ponosa do očeta. Želel si je, da bi očeta ohranjali v prijetnem spominu. Ob pogledu na številne fotografije se uresničijo sinove želje. Ivan Ivačič je bil stalno nasmejan, izjemno spreten, iznajdljiv in hudomušen kuharski mojster, ki je z veseljem zavihtel kuhalnico tudi s posavskimi gospodinjami. Te še danes rade skuhajo Ivačičevo zdolsko gobovo juho, recepti iz njegovih knjig pa so še vedno zelo priljubljeni, tako v Posavju kot po vsej Sloveniji. Čisto na koncu pa bi se rada zahvalila vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju te razstave. Najprej naši direktorici Alenki Černelič Krošelj, ki me je vedno podpirala in z navdušenjem spremljala moje delo. Gospodu Petru Ivačiču, ki je z veseljem pripovedoval o svojem očetu in muzeju podaril številne njegove predmete. Gospe Bernardi, gospodu Branku Šoba in gospe Mojci Jazbec, le-ti so s svojimi spomini bogatili našo razstavo, ter svojim sodelavcem, ki so mi pomagali pri nastajanju te čudovite razstave in nenazadnje vsem, ki ste s prisotnostjo na nocojšnjem dogodku izkazali svojo podporo. Iskrena hvala vsem. Najlepša hvala, Maja. Ja, čestitke. Tako, razstava bo seveda pri nas na ogled vsaj do 4.8., ker 5.8. pa jo odpiramo oziroma potuje v Radovljico. Potem pa bomo vse to, kar smo pridobili in kar verjamemo še, da bomo, pa bomo nekako umestili v našo novo razstavo, ki jo pripravljamo predvidoma julija, upamo, da nam bo to uspelo, in ima naslov Po Posavju žlico in čašo. Se pravi, bomo nekako počastili to, da je dejstvo, da je Slovenija evropska gastronomska regija, hkrati pa tudi pričeli z novim ciklom naših tematskih razstav, večzvrstnih, raznolikih, in sicer gre za čute in prvi čut bo seveda okus. Izhaja pa to tako kot naši 4 elementi, ki so se zaključili v preteklem letu, tudi iz poslikave 5 čutov imamo je upodobljenih na stopnišču našega gradu. Tako da hvala. Sedaj pa lepo prosim, da se nam oglasi gospod Peter Ivačič, ki je res z velikim veseljem sprejel to našo pobudo in nam tudi omogočil, da lahko sploh povemo toliko stvari, kot jih lahko, in da smo lahko tudi te fotografije pokazali. Peter, smo vas nekako dali se morate nam pa vklopiti. Dobrodošli. Gospod Peter bi moral biti danes z nami, ampak je žal ga priklenila korona, ne? Ampak je tako dobro, ni preveč hudo, da lahko vseeno je z nami. Prosim, gospod Peter. Dober dan, pozdravljeni, se slišimo? Se slišimo, vidimo in slišimo. Pozdravljam vse navzoče. Žal zaradi bolezni, kot rečeno, ne morem biti v Posavskem muzeju, mi je strašno žal, pa kdaj drugič. Dolgujem veliko zahvalo Posavskem muzeju in zaposlenim, predvsem seveda direktorici gospe Alenki in kustosinji gospe Maji. Drugo osebje nisem spoznal, pa prav gotovo so zaslužni, ker vedno v orkestru je ne samo dirigent in prva violina, je še veliko tega zraven. Torej vsem, da so sploh tako lepo prišli na idejo, da počastijo 100. obletnico rojstva našega očeta. Vesel sem, da spomin živi. To samo dokaže, da je res delo njegovo bilo strokovno in veliko. Zdaj, jaz o tem govoriti ne smem in ne bom več, ker sem prav gotovo subjektiven, pa tudi nisem strokoven za to. Ko smo se pogovarjali tu z direktorico o tem, kaj in kako bomo naredili, so me spraševali, kakšne imam spomine, kaj je najraje kuhal oče, kaj je pripravljal. Sem jim povedal, da je najraje imel to, kar je najraje sam užival, ribe, rake, školjke, divjačno.
Začel je kot slastičar, pa mu to ni preveč dišalo, čeprav je imel precej občutka za oblikovanje od marcipana, od rezlat, znal je rezlati z vročim nožem ledene figure, kar je bilo takrat kar neka novost v teh prostorih. Skratka, vem, da je ogromno bral, ogromno potoval, imel je potni list v prejšnji skupni državi, ko ga še marsikaj ni mogel imeti, so mu šli na roko, njegovi nadrejeni, delal je v tujini, več mesecev menjal delovna mesta kot mlad kuhar, kuharska delovna knjiga, ko se pogleda vsako drugo, tretjo sezono je bil drugje, vse posod se je nekaj naučil. Kar sem se jaz zelo naučil njega pomembnega, da ni bil domišljav. Meni in tudi drugima je zmeri govoril in priznal, da se je kruha, krofov in kmečkih jedi naučil od marsikatere kmečke gospodinje ali preproste ženske ali pa kakšnega gostilničarja ali pa kolege kuharja, nikoli ni izhajal iz tega, da on vse obvlada. Vse posod je nekaj videl, se naučil, potem pa to poskusil prilagoditi okusu slovenskemu, predvsem za, mislim, tu na tuje jedi. Častil je zelo zdravilna želišča, veliko citiral dr. Knajpa, Valentina Vodnika, pripravljal je predelavo knjigo Valentina Vodnika, nažalost ga je bolezen in smrt v tem preprečila, nekaj rokopisov je, morda bomo to še nekje še kdaj objavili. To bi bilo to. Če bo še imel kakšno vprašanje, sem na voljo. Najlepša hvala, zagotovo bodo, ampak predtem pa naj še nekaj spominov na svojega očeta z nami deli gospa Barbara Ivačič, lepo prosim, ki hvala lepa, da ste prišli še enkrat in prosim še za vaše nekaj besed. Lep pozdrav vsem. Jaz imam privilegij, da sem se lahko udeležila v živo te razstave in sem tukaj prisotna in gledam slike, videofilm o svojem očetu in bi se tudi še enkrat po tej poti rada zahvalila vsem avtorjem in vsem, ki ste zaslužni, da je ta razstava ugledala luč sveta. Glede na to, da je kuhanje vedno stik z drugimi ljudmi in spomini, ki se vežejo na te stvari, na ljudi, na dogodke, na srečanja, na dobro hrano, v nas prebudijo življenjsko energijo, živost, veselje do življenja, ki jo vsi potrebujemo za ohranjanje naših življenj in jo, ko nam je težko, vnesemo v naš vsakdan. Oče je bil ponosen na svoje poreklo in na pripadnost svojemu kraju in je nas kot otroke zelo rad peljal nas dole. Zato verjamem, da je ta razstava ena povezovalna sila, ki oživlja moč skupnosti in nam pomaga prepoznavati, česa smo najbolj potrebni in pomaga nam, da si prizadevamo, da delo prednikov ohranjamo, nadgrajujemo in gradimo. Z dobro hrano je svet lepši in k temu nas je nagovarjal s svojim delom in življenjem tudi moj oče. Jaz iz spominov nanj zajemam živost, vitalnost, kuhanje je pa še samo po sebi en nosilec družabnosti in sprožilec odnosov, za katere se vsi trudimo, da so povezovalni in sproščujoči. Še enkrat hvala vsem avtorjem razstave in vsem vam, ki sodelujete in ste prisotni z nami in se lahko pač takole virtualno družimo in močno upam, da se bomo lahko tudi kmalu v živo. Lep pozdrav vsem iz Brežic, iz muzeja, iz razstave. Najlepša hvala. Res nas veseli, da ste lahko danes prišli in če boste še kaj želeli deliti z nami, seveda dobrodošli. Nekako v naših krajih seveda smo se ves čas zavedali, da je Ivan Ivačič slavna osebnost, tudi njegovi rojstnem kraju Zdole, pa mogoče kakšen spomin, zdaj najprej iz Dol.
Se pravi, Branko in Bernarda Šoba sta danes predstavnika njegove rojstne vasi. Dobrodošla. Ja, lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi vam delil samo par mojih srečanj, osebnih in istočasno izkušenj, ki so jih imela moja stara mama, Pepca in oče Branko. V glavnem sem sosed rojstne hiše, žal te hiše več ni zdaj v fizičnem stanju. Preko ceste je Ivan Ivačič skupaj z mojo staro babico, Pepco, Jožefo, ustvaril Zdolsko gobovo juho. No in sam to kratki spomin na to ustvarjanje gobove juhe po pripovedovanju mojega očeta. Stara mama Pepca je rekla, Ivan, poslušaj, gobova juha mora biti kraftna, močna, da bo nekaj najesti vse skupaj. In sta zato dodala zraven še na koščke narezan krompir in košček svinine, prekajene svinine ali podgrdine ali karpolčke takega, ker v glavnem Zgorska gobova juha je bila postrežena tudi delavcem po zaključku kmečkih del na njivi, travniku in vinogradu in s tem napolnila trebuh in nasitila človeka, ki je pač delal cel dan. No, bi povedal še drugi primer. Zdaj se recimo vsi obračamo, ja, imamo Jimmyja Oliverja. Gospod mojster Ivan Ivačič je bil prvi slovenski mojster in istočasno Jimmy Oliver slovenski. Bom povedal, kako in na kak način. Leta tam 75-78 je bilo v zaselku Čele pri Zolah otvorjena spominska knjiga zbiranja predvojnih in medvojnih komunistov in na tej proslavi in otvoritvi je gospod Ivan Ivačič pripravil meso na palčke. Se pravi, nabodalca z raznim vrstami mesa vse skupaj, nasitil je takrat veliko množico gostov, ki so prišli, visokih funkcionarjev državnih in istočasno tudi krajevnih in je zelo, zelo veliko kontaktov imel z vsemi temile sosedami naše hiše in ostalim gospodinjami. Še največji uspeh je dosegla njegova knjiga, ki je bila izdana leta 65 pri Mohorjevi družbi. Takrat je Zdolska župnija dobila 180 izvodov te knjige, jaz sem takrat star 9 let in smo kot ministranti raznašali po hišah te knjige Mohorjeve družbe, med njimi je ta knjiga Kuharica. Naša je žal trenutno v muzeju tako izglodana in tako poškodovana zaradi velikokratne uporabe, boste lahko mogoče kdaj kasneje fizično ogledali. Najbolj cenila in spoštovala je pa moja stara mama Pepca, njegov podpis na prvi strani, ker to je bil pa nek žegen, da kar bo ona skuhala, bo dobro in bo pod okriljem gospoda Ivana Ivačiča. No, kratko še informacijo glede njegove ustvarjalnosti skupaj. Ko si je ustvaril počitniško hišico v Ravnah, ki jo je dobil od svoje tete, mi je enkrat prišel do naše hiše in prosil mene, če bi mu prišel razrezati z motorno žago, že takrat 68-69 leta, da bi razrezal nekaj drva skupaj to in potem je rekel, da naj mu iz 2-4 desk naredim tako okvir. Jaz rekel, gospod Ivačič, zakaj bo to? In rekel, boš videl. In tisto smo samo odrezali se skupaj, ker bo že večer, smo se pravila večeri, kadarkoli je imel kakšenkoli delavca na te svoje vikende, zmeril tudi postregel. No in mene je postregel s krasnim rižotom, takrat sem prvič videl pomarančni džus iz pločevinke, ki je natočil mi za pijačo, mi ni psilo za vinom, ker sem bil takrat črnat. No in istočasno je v posebni ponvici na masi svrl mi ajdove krofe. Ajdovi krofki, odlični. No in ko sem to pojedel, pa popijem tisti džus, pa pravi, Branko, veš, kaj si jedel? Sem rekel, ja, ta rižoto z želočki, kokošji želočki. Ne, je rekel, to so bili polži, veš, pa mi je pokazal cel sklop tistih hišic, polžih hišic. No in zraven tega je rekel, veš, zakaj bom jaz to škatlo, ko si mi ti razrezal? Je rekel, bom imel polže noter. No in čez kakšne 14 dni ob sobotah prišel redno na zdole, na vikend, svoj vikend in tako, je rekel, Branko, škatlo si mi vredno naredil, mera smo pozabila na zgorje mrežo in polži so mi pobeglili. So prelezli to škatlico. No. Veliko teh stvari je še lahko nazval, bomo se še mogoče kdaj srečali vse skupaj. Rekel bi še samo to, da so zelo, zelo pristni kontakti bili z starejšimi ljudmi, ki so v
zdola živeli, da je širil zelo pektrano potico, širil je zelo špehovko, potem razne te zelišča in nabiral je zelišča vse skupaj, med katere čaje je uveljavljal tudi cvetje vrtnic, tako kot gospa Debilderjeva, Jelena, ki je tudi te listke dajala v čaje in vse te stvari. No in nekatere gospodinje, ki so vedeli, da v soboto pride, so hodili se spraševati, Branko, ko se bo očeta mojega postara mamo, če se bo Ivan kaj oglasil, ne se pri meni oglasi, pa mi bo še povedal, jaz bi mu rada ponudila tule nekaj imam pripravljenega za njega, da bo poskusil malo pa tako. No, pa še ena takšna informacija, kot smo rekli prej za televizijsko oddajo vse skupaj, Zdolska osnovna šola, ki je delovala tam nekje do 63. leta, potem so pa ukinili 8-letko, pa predstavili za 4-letko, je za nagrado na nekem tekmovanju dobila televizijski aparat Orion, telekomunikacija Ljubljana. In seveda, to televizijsko napravo z anteno vse skupaj podarila šola in potem so razmišljali učitelji na Zdolah, med njimi moja mama in oče in ostali, da bi pač bilo dobro, da bi to televizijo nekam postavili, da bi nekdo gledala te oddaje, ki so bile takrat vrtene na televiziji. In postavila se je takoj odprta niša v občinski zgradbi, v zgradbi, kjer je bil rojen gospod Ivan Ivačič, je bila tudi velika soba, v kateri je bila soba namenjena za sejo občinskih teh veljakov, moški so bili takratnih odbornikov in vsega skupaj. No in so rekli, neč to na televizijo bomo dali v to sobo, ne? No in mimo tudi, ko je vedel, da bo pač dali to televizijo v to sobo vse skupaj, je prišel tudi sosedov mojster Mizar, Jože Žajber in je rekel očetu mojemu, Branko, poslušaj, tu ne bo dobro, da bo tam na tej mizi ta televizija, tu bo sem prvi 3 vrste, bo videli vse skupaj, ostali bo pa ostali pa skupaj. In rekel, počakaj, bom jaz naredil mizo visoko 2 metra, to televizijo je, en teden je naredil to televizijo in ob četrtkih je bila ta kmetijska oddaja, ta kuharska oddaja in takrat so bile gospodinje pripravljene, prišle se skupaj prišle gor in tako kot je prej omenil predhodnik moj, že to gospod profesor dr. Bogataj, so te ženske gledale te stvari in vse skupaj, to oddajo in je to zlaufalo. In tako je bil tudi, bi lahko rekel, prvi televizijski klub na Zdolah za tem. No in za zaključek bi povedal še to, da je zelo imel spoštljiv odnos do vseh ljudi in to, kar je v knjigi napisal, na začetku knjige napisal tudi sam, v tistem uvodnem delu, je imel veliko spoštovanje in nikdar mu ni bilo težko povedati, jaz sem doma iz Zdolj, pri Brežicah so takrat bolj umenili, Krško je bilo po vojni šele povezava s cestom, vse te stvari in se nikdar tega sval. In zmeraj, kadar je prišel hiši, je zmeraj rekel, dober dan želim, gospa Pepca, moji stari mami, kaj boste danes kaj dobrega kuhali, imate kaj za poskusiti ali pa kaj takega in so pač te stvari šle naprej. Toliko ne bi več nalval. Teh zgodbic in vseh teh stvari je ogromno, še ogromno in ogromno, pa drugič kdaj še več. Hvala za poslušanje in lep razvoj in nadaljevanje tega našega srečanja. Najlepša hvala, res izjemne zgodbe, ja. Čestitamo, hvala, da jih delite z nami. Zdaj bomo šli pa mičkeno nazaj v čas, tisti, ki pa ni bil tako prijeten, ni bil tako lep, čas, ko seveda so mladeniči bili pred različnimi izzivi in tega še nismo povedali. Ivan Ivačič je bil namreč med vojno, drugo svetovno vojno mobiliziran v nemško vojsko in potem seveda tudi bil ujet v Rusiji, bil v ruskem ujetništvu. In tam se je srečal s Sevničanom Rudijem Cimprškom in to je bilo prijateljstvo, doživljenjsko prijateljstvo, veliko prijateljstvo. In danes imamo tudi to srečen čas, da je z nami Mojca Jazbec, svojo hčerko Ano, rojena Cimpršek, ki bo tudi delila nekaj spominov na očeta Rudija Cimprška iz Sevnice, zelo pomembnega človeka tudi za naše območje, ker je pisal in odkrival različne pomembne zgodbe naše preteklosti in nam jih odstiral, da jih zdaj lahko še dopolnjujemo in pa seveda tudi prijateljeval z Ivanom Ivačičem, pa bo gospa Mojca več povedala, da kar predam besedo. Prosim. Hvala. Ja, jaz imam zelo take mladostne spomine na strica Ivana, smo mu rekli, ne. Drugače pa on je bil naš družinski prijatelj,
sta se pa z mojim očetom srečala v Rusiji v ujetništvu. In tam sta prišla potem skupaj nazaj leta 1941. Vem, da se o tem ni veliko govorilo. Spomnim pa se, da so se pogovarjali o kakšnih receptih in da so kakšne ruske boršče in take jedi kuhali, ali pa vodko in tako te zgodbe. Čeprav mi otroci smo takrat mogli stran, ko so se odrasli pogovarjali. Smo malo prisluškovali, ampak veliko nismo mogli zvedeti. No, in stric Ivan je velikrat pri nas prespal, tudi v Sevnici je imel več tečajev kuharskih in so ga vsi oboževali, ne. Moram reči, da je bil tak zelo prijazen stric, ko se ga jaz spomnim, pa vedno so se smejali in mi otroci smo prisluškovali, ker nismo smeli tam zraven biti. Pa on je večkrat nam kuhal, ne, ko je pri nas prespal in je potem nam za cel teden za skrinjo nakuhal rizi, bizi je delal, to se spomnim, pa vampe na tržaški način, ko samo to še jem, pa samo doma jih jem. Se je pa zelo ujel z mojo mamico, ona je imela pa hobi kuhanje, ne, in smo ji potem tudi velikrat rekli, da kuha ko Ivačič, ker je toliko posode umazala, jaz sem mogla pa pomivati, ne. Z očkom sta se pa zelo ujela, kar se tiče zgodovine, oba sta zbirala starine, pa seveda te spomini na Rusijo, pa gobe, povabil nas je tudi v to svojo kočo in nam je pokazal, kako se lovijo šoje, pa gobe nabirajo, tako da to je bilo pri nas kar stalnica, no. Potem sta bila pa že starejša, ko bi jaz že mogoče več razumela, ne, oba že bolana in tako da potem pa nisem imela niti z gospo Barbaro, niti z gospodom Petrom nekih stikov, se nismo poznali, ampak stric Ivan je bil pa naš tak prijatelj, ja. Najlepša hvala, to je res zanimivo, ne, ko sta prišla leta 1947 iz Rusije, pa to, kar ste rekli, niste govorili o tem času, ne, to so res take travme. Je pa gospod Peter nam povedal, da, to pa mogoče Peter vi dopolnite, ne, kako ni smel govoriti rusko, to se mi zdi tako zanimivo, če vas lahko izzovem. Prižgite mikrofon, če lahko. Aha, je. Je zdaj, ne? Ja. Na Brdu pri Kranju ali na Vili Bled, v glavnem nekje so bili ruska visoka delegacija in je bilo zmejeno, kaj se bo kuhalo. Sovjetska zveza, visoki predstavniki in mu je vnaprej rečeno tam, da če bojo želeli, lahko pride tovariše goste pozdraviti, se pokazati, so ga predstavili kot kuharja televizijskega in Titovega in tako naprej, ampak niti slučajno, da ne nakaže, da tekoče govori ruščino, ker seveda v tisti izvarovanja so takoj predpostavljali, da je naslednje vprašanje, kako to, ker se to sliši, ali je to šolska ruščina, ali je več let nekdo bival tam. Tako da je bil poklican, so ga predstavili, je pozdravil, je pa mogel biti čistih, ene besede mu niso dovolili povedati, je samo kimal in je rekel, mi je bilo res hudo, ampak pač taki so bili časi, da ni bilo lušen zdaj, da bi tam začeli poizvedovati, kako in kaj je in kako je prišel do Rusije, do meje Sibirije, Krasnogorska in tako, ne. Najlepša hvala. Se opravičujem, ne, se mi zdelo to tudi tako zanimivo, ker niso bila samo lepa, ne, doživetja, ampak so bili tudi leta hudih preizkušenj. Tudi lačen je bil, ne, takrat v Rusiji, to ste pripovedovali, tako da ta del včasih malo zanemarimo, ne, pa je prav, da mogoče tudi pomenimo, da ni bilo vedno vse lepo, ni bil vedno slaven, ne, in tako čaščen. Dobro, z toga pa na Zdolah oziroma
so mu posvetili tudi v knjigi Zolani Zdole skozi stoletje, ki jo je uredil Boštjan Špiler. Boštjan je tudi tukaj, mislim, da je on se svojim krajem ukvarjal tudi, ko je študiral, pa potem še. Medtem ko je pa nalogo, da je predstavila in preučila življenje in delo Ivana Ivačiča, pa prevzela Polona Brenčič, pa mogoče še kakšen spomin tvoji, Polona, na to tvoje delo. Ti si bolj sodelovala z Ivačičevo že pokojno sestro Bronislavo Slavico, tako da imaš tudi še kakšen drug spomin. Hvala. Ja, ko tole vse poslušam, se mi zdi, da je to Ivan Ivačič bil res osebnost, kakršnih ni veliko, oziroma da se toliko zgodb je pletla v preteklosti in pa da je še vedno tako močno prisoten v spominih in pa tudi v številnih zgodbah, ki so še nekje nezapisane in čakajo, da bojo morda nekoč prišle na vrsto. No, morda je bilo tudi to, ravno to zavedanje, ker prihajam pač iz generacije, ki je odraščala v 70-ih letih 20. stoletja, to je nekako se sliši zelo daleč, ampak v bistvu smo bili pa mi tisti, ki smo še vedno imeli Ivana Ivačiča v zavesti. Morda se nismo ravno z njim srečevali, tako kot smo slišali že prej po pripovedovanju, da so gledali njegove oddaje in se zbirali pred prvimi televizijskimi zasloni, ampak Ivačič je pa bil stalno prisoten, ker v bistvu v vsakem domu je bila gotovo ena njegova kuharska knjiga. Tudi pri nas doma smo imeli tako, pač te zgodbe so podobne. Tudi moja babica je imela takrat, ne sicer iz leta 1965, čeprav danes jo jaz imam, ker sem jo potem namenoma si kupila, potem, ko je šla ta knjiga Zdole skozi čas, ampak mislim, da je iz leta 67. No, in ta knjiga je bila stalno v uporabi. Nekako ta prisotnost se mi zdi na nek način res fascinantna in morda, če sicer ni spomin gospe Bronislave, ampak je tudi ene moje sogovornice, skratka takrat sem ob nastajanju same knjige Zdole skozi stoletja, takrat sem se bolj poglobljeno srečala z njegovim življenjem in pa delom in tudi govorila sem številnimi, predvsem starejšimi krajani Zdol in pa tudi nekoliko širše, posavsko. In ena moja informatorka, kot radi rečete, etnologi, mi je pripovedovala, to so bili družinski prijatelji Ivačičev, kako so, ni se točno spomnila, ker kot rečemo, spomin je varljiv, ampak ali je bilo to tik pred drugo svetovno vojno ali tam nekje, kako so pričakovali prihod Ivana Ivačiča, ki naj bi bil takrat že kuhar, tako se je ona spominjala, in njegovi starši so povedali, da bo prišel s tranzistorjem. No, in potem je seveda res prišel, zbrali so se pri njih doma v občinski hiši in potem je ta mali tranzistor krožil med vsemi prisotnimi, je rekla, saj nismo mi nič slišali, ampak to, da je Ivan Ivačič na Zdole prinesel tranzistor, takrat, ko ni bilo še niti radija, niti pač seveda v televiziji ne moramo niti sanjati, in kako je zaključila, to je bilo čudo. In morda lahko tudi mi rečemo, da je bilo čudo vse to, kar je Ivačič takrat v 60-ih letih kot prvi mojster, ki je kuhal v živo, pred občinstvom, kar je v bistvu dosegel, kar je počel, koliko znanja je v bistvu tudi vložil in truda, vse to, da se je zgradil. In to je res z današnjega vidika verjetno umetnost posebne vrste in pa gotovo tudi nekaj genialnega pač na tem področju, ki ga je, to se pravi na področju kuharstva. Kot je že na začetku bilo rečeno, seveda danes kuhajo praktično vsi. Jaz v šali rada rečem, da bi lahko otrokom tudi kuhalnico že skoraj podarili, poleg ostalih daril, no, ampak da se jaz vrnem mogoče tudi na to, da prihajam iz knjižnice, iz Valvazorjeve knjižnice iz Krškega in seveda sem takrat, ko sem proučevala njegovo življenje in delo, tudi
temeljito pregledala njegovo knjigo, seveda potem pregledala tudi naš Kobi sistem, kakšna je prisotnost pač kuharske knjige, in moram reči, da te zadnje izdaje, skratka je več kot 10 je pač izdaj, oziroma okoli 10 in pa tudi več ponatisov, ampak te novejše, to se pravi, ki je šla leta 2004 in pa na to ponatis 2006, seveda teh knjig je veliko, ampak te iz leta 1965 je pa v Kobisu takrat, po takratnem štetju, to je bilo leta 2012, jih je bilo pa samo 13. Tako da ta prva izdaja Ivačičeve knjige, ki ima za mene tudi zelo lepo grafično podobo, je pa, moram reči, kar redkost. No, so me pa kolegice ravno ta teden, tako malo opozorile, so rekle, veš, Polona, ampak zdaj si pa zadnje čase kar malo več Ivačičeve knjige sposojajo. Skratka, tudi ta popularizacija, tako v Posavskem muzeju, kot v knjižnici, kot v Posavskem obzorniku z člankom, gotovo naredi svoje, da ljudje, tisti, ki pač nimajo na svojih policah, da pridejo v knjižnico in si sposodijo. Morda bo pa to tudi dobra priložnost za mlajše generacije, med katerimi pa je Ivačič manj poznan, ker morda samo delim še to kratko izkušnjo. In sicer pred nekaj leti je bila študentka, ki je pripravljala neko seminarsko nalogo, pač na fakulteti, kjer mislim, da bi skoraj morala vedeti za Ivačiča, pa ga seveda ni poznala. Kot vestna knjižničarka sem jo seveda dobro opremila, tako za kakšno malo starejšo Ivačičevo knjigo, kot tudi to iz mlajšega obdobja, to se pravi iz leta 2004. Tako da je prisoten na naših policah, tako domačih kot tudi knjižničarskih, in upamo, da bomo vsi skupaj z zapisanim, kar se mi zdi, da je pomembno, in pa seveda tudi z razstavo in z vso to popularizacijo veliko naredili na tem, da bo tudi med nami še dolgo prisoten. Seveda mi je nekoliko žal, da takrat, ko smo pripravljali knjigo, bilo je veliko dela, ogromno, da nismo tudi z gospo Barbaro in pa z gospodom Petrom, morda se pa zdaj, ko bo v prihodnosti tudi srečamo v živo, sedaj pa samo takole preko Zooma. Tako da skupnimi močmi delamo za popularizacijo našega velikega Zdolana in tudi našega kuharja. Seveda so pa bile v preteklosti tudi načrti na Zdolah, da bi bila celo Ivačičeva soba in tudi Ivačičevi dnevi. Mislim, da se na Jurjevanju Zdolskem večkrat so tudi kuhali Zdolsko gobovo juho. No, turistično društvo pa vem, da je ravno pred kratkim tudi očistilo prostor tam okoli pogorišča, no, pač vikenda Ivana Ivačiča. Tako, toliko z moje strani. Najlepša hvala, Polona. Danes zjutraj so tudi imeli en tak dogodek na Zdolah, hortikulturno društvo. Tako, ja. Ja, se da dobiti tudi to predstavitev, ki so jo imeli, en tak kratek filmček posnet. Mogoče ste vsi opazili tudi, da je bilo v oddaji Dobro jutro v petek, kar en tak velik del te oddaje posvečen Ivanu Ivačiču. Predstavili so tudi našo razstavo, povabili, tako da res, kot je rekla Polona, nekako zdaj se je spet malo bolj to odprlo v javnost in seveda pa ste videli na oddaji Dobro jutro tudi nekaj filmčkov, nekaj izsekov iz njegovih TV oddaj. Mi smo zdaj pridobili pravice, da bomo lahko to umestili tudi na razstavo, tako da boste, ko boste prišli, si lahko tudi to ogledali. Seveda pa si lahko nekaj najdete tudi v kakšnih arhivih, se da najti, če napišete Ivan Ivačič, pa seveda si lahko še vedno za nazaj pogledate v to petkovo Dobro jutro. Torej, hvala vsem. Sedaj pa je čas za še vaše vprašanja, vaše misli, komentarje, tako da kar nas je kar veliko, vas zelo lepo prosim, da ali se oglasite ali napišete tukaj v ta klepetalnik, da vas ne bom slučajno spregledala, ali tukaj date pri
ki imate desno reactions, ne tole rokico, da bom videla, da želite nekaj deliti z nami in vas zelo lepo prosim. Če ni kakšno vprašanje, bom jaz zdaj izvala mojega profesora, ker sem etnologinja, se opravičujem, poosebljam to tako, ampak vseeno, mojega profesorja Bogataja, on ponavadi še ima vedno kakšno lepo misel, tudi sedaj, ko ste poslušali, ko ste videli, kaj pravite, kako bomo še naprej, oziroma kakšna misel sem jo utrnila pri vsem tem, kar smo danes se pogovarjali. Bo? Aha. Zdaj pa bo. Zdaj pa bo, ja, tako. Vsak dan se drugače obnašajo teli gumbi na računalniku, mislim, groza. Počas bom mogel že knjigo o tem napisati. Ja, marsikaj se mi je utrnilo, ko sem tole poslušal in seveda taka temeljna misel je pa ta, da je treba na takem srečanju pa le reči vse čestitke Posavskemu muzeju. Pa to ne govorim iz vljudnosti. To je samo dokaz, kako zgodovinski spomin ali pa dediščina sta pravzaprav neke vrste roža. Tudi rožo, če jo ne zalivamo, začne veneti in propade. In tudi ta zgodovinski spomin je treba zalivati. In mislim, da je s tem dejanjem, s to razstavo, s tem našim srečanjem Posavski muzej naredil res en lep primer, kako je treba te stvari na lokalni in regionalni in celotni slovenski ravni pač razvijati. Druga stvar, ki je pa zelo konkretna, jaz nisem seveda vedel podrobnosti življenja gospoda Ivačiča in zlasti sem bil pa vesel, ker sem pa zdaj odkril oziroma se mi je potrdilo nekaj, o kar nisem bil čisto prepričan, namreč nekdo je govoril, da je bil on v Rusiji, v ujetništvu. In ko sem analiziral vsebino njegove te odlične knjige, me je zelo presenetilo nekaj, kar kuharice in kuhari tistega časa, se pravi njegovega časa, pa že pred njim, če začnemo z Valentinom Vodnikom, ki je avtor prve kuharske knjige v slovenskem jeziku, nadaljujemo potem s prvo kuharsko slovensko knjigo Magdalene Knafel-Plejvajs in tako naprej, do Ivačiča, da noben od teh ne navaja dva zelo, zelo zanimiva detajla. Namreč pri zelenjavnih sadih in sadno-zelenjavnih juhah navaja ruski boršč in ukrajinski boršč. In jaz sem trdno prepričan, da je on to spoznal takrat, ko je bil v Rusiji. Dejansko gre za razliko. Res, da Rusi poznajo tudi boršč in ga pripravljajo s šunko ali pa prekajenim mesom, za razliko od Ukrajincev, ki ga pripravljajo z govedino, ampak to nesporno drži in nesporno pa je tudi nekaj drugega. Boršč je izrazito značilna ukrajinska juha, medtem ko v Rusiji je to ena od njihovih nacionalnih jedi, ampak je, bi rekel, bolj tipična juha šči. In na to je zelo lepo upozoril in seveda tudi, ko prebiramo recept na strani 25, če se ne motim, ali 26, pravi Ivačič, boršč je ruska narodna juha, kuhajo pa ga tudi Poljaki, vendar nekoliko drugače. To je super. In jaz sem se spomnil na kulinarično in gastronomsko formulo Slovenije, ki pravi, imamo eno jed, ki se na različne načine imenuje, in imamo več različnih jedi, ki imajo samo eno ime. Skratka,
kdor razume to formulo, jaz si pravim formulo v narekovaju, potem razume slovensko gastronomijo, ki je izjemno bogata in ne zaostaja pač za nobeno drugo gastronomijo tega sveta. Gastronomije bi morale biti enakovredne, kjerkoli že smo na tem svetu. Drugače pa, kot rečeno, takih podrobnosti je še zelo veliko. Jaz sem že malo pozabil o tej mački in juhi, ki je kolegica omenila na začetku, res. Sem mogel zdaj prav razmišljati, neverjetno, kako se študentke in študentje zapomnijo določenih detajlov, profesorjem pa uidejo včasih iz zgodovinskega spomina. Ja. Toliko mogoče. Ja, hvala lepa, nič hudega. Prav je, da si mi zapomnimo, ne da. Ja, to je pa res, ja. Ja, tako, hvala lepa. Je pa res, da sem jaz ves čas vedela, da je Ivan Ivačič naš, se pravi posavski, tako da potem si kakšne takšne stvari še bolj zapomniš. Mogoče bi prosila gospoda Novaka, ker je vmes tako zelo lepo kimal, ko smo se pogovarjali, pa da to je pa nečak, vi ste Barbarin in Petrov bratranec, pa če vas lahko prosim, kar tako malo nenapovedano za par besed. Halo, se slišimo? Ja, se slišimo, hvala. Prvo, zahajajoči pozdrav, sončni pozdrav z Primorske. Jaz sem bolj na jugu Slovenije in zato imam še zmeraj sonce, v razliki od vas. Jaz vam tudi spomine na strica, jaz vam rekel, najbolj sem si zapomnil, bilo je nekje konec 50-ih let, ko smo bili povabljeni k nam na večerjo. In ko smo prišli na Jesenkovo 1, je prvo, kar je bilo ta šok od teh njegovih starin, ker je bil strašen ljubitelj zbiranja starin. Tako da prvič sem jaz takrat videl takšne starine in si nisem mogel kot mali mulc predstavljati, kaj je to. Zapomnil sem se pa, na koncu večerje smo dobili pa kandirano sadje. Jaz nisem imel pojma, kaj je to, kako je to naredil. To je en tak velik spomin. Enkrat se ga spomnim, ko je bil na Belviju, nas je gor povabil in z bratom sva bila tam, naročil je rekel, lahko vse si naročita, kar hočeta. Gledava tisto listo, kaj vse imajo, glih to, da smo znali brat, in vidim carski praženec. Zdaj, kaj pa je to? In prav z veseljem oba dva naročiva carski praženec. Na koncu dobimo domač šmarn, je odličen, ampak takrat sem se naučil. V teh pol bi rekel, zdaj čez 60 let od takrat, pa vem, kaj je carski praženec. No, to so moji taki spomini. Imam še en spomin, ker enkrat sem ga pelil, je rekel, pejva na izlet. In sva šla v Atomske toplice. On, kakor se zdaj dobro spomnim, je tam imel tudi neki pri ne ustanovitvi, ampak neki je z toplicami atomskimi, ko so bile še na levi strani dol v osnovi, bazeni, neki zraven, pol pa v samo cerkev k tem patrom, ali kaj so že bili, niti se ne morem spomniti. In to je bil en tak lep celodnevni izlet, ki sva ga naredila. No, to so ene 3 stvari, kar mi je ostalo od strica Orenku v spominu. Hvala vam. Najlepša hvala. Imate mogoče kakšno vprašanje sedaj, kakšno misel, še drugi? Aha, nekdo se je oglasil. Ja, Miha Šoba ima roko gor. Ali je to Branko? Branko. Ravno v zvezi z mojim sinom Mihom bi povedal takole. Leta 2017
2003 je moj Miha Šoba, on bi zdaj to še bolj točno povedal, hodil v osnovno šolo Jurij Dalmatina v Krškem in turistični krožek ali pa društvo, turistični krožek na osnovni šoli je sodeloval na 17. festivalu turizma Pomaga lastna glava. No in pri tem je moj Miha Šoba dal pobudo za to festival. Pa ker vidim, da ima Miha Šoba gor, evo, Miha, kar prevzami Miha. Miha, tako, ja, oče je malo prevzel, ampak nič hudega. Miha, izvolite. Zdaj se vidi rokica. Ja. Najlepša hvala. Jaz sem digitalno dvignil roko, ampak me je oče s fizično roko prehitel. Ja, res je, v sklopu turističnega krožka na šoli Jurija Dalmatina v Krškem smo dobili to idejo, da bi nekako šli na tekmovanje oziroma da bi na tekmovanju nekako predstavili Ivana Ivačiča in predvsem smo se fokusirali tudi nekako na to zdolsko gobovo juho. In ena taka zanimiva stvar je bila, da smo se potem seveda tudi odločili, da bomo to juho skuhali, tako da smo pri gospodinjstvu z učiteljico to počeli. In najprej seveda je bilo treba dati pražiti čebulo in jaz takrat še nisem imel izkušenj toliko veliko s praženjem čebule in je zelo hitro zoglenela. Tako da je bilo malce neuspešno vse skupaj najprej, pa smo tisto hitro stran vrgli, pa smo začeli na novo, potem je pa uspela in je bila zelo dobra in tudi na tekmovanju smo se zelo dobro predstavili. Jaz sem tukaj oče ima na zaslonu kaže sliko, kjer smo to predstavljali v Kulturnem domu Krško. Jaz sem imel to srečo, da je imel brat, je bil takrat ravno v kuharski šoli, tako da ni bilo treba niti kostuma daleč hoditi iskati. Tako da sem se za tisti čas malo našemil v gospoda Ivačiča, čeprav ga sam osebno nikoli nisem spoznal. Se mi je pa zdela vsa stvar zelo fina, tudi sama zdolska govova juha je bila fajn in sem zelo vesel tudi, da je tale projekt nastal in pohvalil vsem, ki ste zraven sodelovali. Tako. Najlepša hvala. Tako tudi mladi Zdolani ste aktivni. Še kakšno vprašanje mogoče? Lenka, lahko? Ja, prosim, ja. Ja, Polona, da? Ja, ker si naprej vprašala tudi za gospo Bronislavo, s katero sva midve takrat kontaktirale, bila sem pri njej. To je bila taka zanimiva gospa in povedala mi je kar nekaj o svoji družini, teh podatkov, ampak zanimivo se mi je pa zdelo, da je verjetno pač ta radovednost in pa želja po učenju bila vsajena v vsej družini. Ker moram reči, da me je zelo presenetilo takrat, ko sem bila na obisku pri gospe Bronislavi, da se je ona, mislim, da je bila takrat stara nekje čez 80 let, ko sem bila pri njej, se je ona učila francoščino. To mi je bilo tako fascinantno v bistvu. In je rekla, ja, mislim, da je celo obiskovala, ali je hodila, gospod Franc. Tako da zelo zanimiv obisk, moram reči, pri sestri Bronislavi. Seveda je bilo pa teh informatorjev poleg še kar nekaj. Nažalost, moram reči, da je tudi teh informatorjev, s katerimi sem takrat govorila, kar veliko že pokojnih. Je pa nekaj ostalo, tako. Tako da hvala. Hvala, Polona. Roko je dvignil Boštjan Špiler, je tako? Ja, prosim, Boštjan, izvoli. Zdravo. Vsem najprej res ena velika hvala za to, kar ste danes pripravili. Fantastično vas je bilo poslušati. Odlično družbo ste zbrali v muzeju zdaj. Malo družinskih članov, strokovnjakov, domačinov, tako da res fantastično. Jaz sem danes tak odprtih ušes, ker sem večino stvari izvedel na novo, čeprav sem domačin in sem se ukvarjal tudi z zgodovino našega kraja, ampak je pač tako, da vem, da naši starejši ljudje imajo Ivačiča zelo v svoji zavesti. Moja generacija in mlajša pa seveda že premali in danes, ko je bilo povedano, da je prav, da obudimo ta zgodovinski spomin, se absolutno strinjam. In nenazadnje, mogoče bi se bi to dalo, nenazadnje je mogoče tudi kaj komercialno,
možno izkoristiti v turizmu in kulinaričnem turizmu, tako da bi se gotov dali. Jaz sem danes na Lokah, tako da sta z mano tudi moja starša in med drugim recimo je padla, ne vem, se oče spomne tega dogodka, ki ga je gospod Branko omenil v Čelah, ko je kuhar Ivačič kuhal ob nekem obeležitvi dogodkov pa v pretekle zgodovine. In pravi, da takrat recimo, ker mi smo z Lok, mi nismo iz dol, iz prav kraja, ampak iz sosednjega zaselka, ampak takrat so Ločani šli v Čele s traktorjem na prikolici, tako da na vozu, ja, tako da to so bili dogodki, ki so tako lojtrnik je bil, in so kot vaščani šli skupaj na tak dogodek, tako da, ja, je še takšnih zgodbic verjetno kaj. Tako da res hvala muzeju in vsem danes prisotnim za ta čudovit, poučen, zanimiv večer. Najlepša hvala. Naj povem, da skupaj z Radovljico pripravljamo 2 takšna večera, kjer bi soočili mojstre sodobne kuhinje, Brežičana Jureta Tomiča in Radovljičana Štafelina, ki se zdaj ne spomnim imena, naenkrat Peter, je tako? Ne, ni. Uroš, pardon, ja, se opravičujem. In seveda tako 7.10. v Brežicah kot 29.10. v Radovljici. Je pa res, da muzeji nismo ravno poklicani za to, da razvijamo, pa zelo dobro pa sodelujemo. Smo pa zelo pomembni in smo ves čas vpeti tudi v te projekte in razvojne zgodbe. Seveda, mislim, da brez nas zagotovo ne gre. Tako da, to je bila ena taka kratka napoved. Mislim pa, da zdaj Branko je dvignil roko. Branko, ste dvignili roko, ne da? Ja. Aha, samo morate nas dati, morate mikrofon vključiti. Bo šlo? Gre, evo, tako. Ja, zdaj pa je. Ja. Jaz bi pokazala sliko, ker prej niso mogoče vsi videli, tole je Miha, pa še 2, ko so na tekmovanju predstavljali Zodojsko gobovo juho, pa je bil Miha Ivan Ivačič. Se vidi kaj? Se vidi, ja, hvala, lepo se vidi, ja. To je raziskovalna naloga, ki so tudi 2 mentorci sta bili v osnovni šoli Jurij Dalmatin in so imeli to srečo, da so tudi še lahko intervjujali gospod Bronislavo. Tako da to je tudi posredovano tudi v muzeju gospe Maji, tako da bo še to vse prav prišlo za razstavo potem naprej. O Ivanu Ivačiču in gre zraven v zgodovino, bi rekli, ne? So pa nastopali zato na tem festivalu v Krškem in so v Posavju zasedli prvo mesto, kjer so prikazali z nastopom pripravo Zodojske gobove juhe in prav tako tudi na državnem prvenstvu turizem ima svojo, v tem festival turizem pomaga z lastno glavo in navodila, da naj bi to Zodojsko gobovo juho gostinci z Dol, Brežic, Krškega in Posavja tudi dali na svoje jedilnike in da bi lahko gostom ponudili to kot specialiteto tega področja. In so zmagali tudi na državnem tekmovanju. Tako, je bilo prvo mesto. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Ja, hvala lepa še za to dopolnitev. Imamo še kakšno vprašanje? Načeloma ne. Jaz upam, da se bomo res videli ob razstavi tukaj in še vseh drugih dogodkih. Bi pa zdaj zaključila oziroma bi prosila, da s kakšno besedo zaključita Barbara in Peter. Sicer gospod Peter nam je zdaj nekam šel, ker kašlja ni še čisto zdrav, ampak mogoče bi vaju prosila, ker ste seveda najbolj bila blizu gospodu Ivačiču, da bi vajine besede bile nekako zaključne. Naš posnetek bo na voljo tudi na YouTube kanalu Posavskega muzeja Brežice. Razstava je odprta, muzej je odprt, upam, da bomo videli koliko časa, vedno dobrodošli, žal pač prireditev ne moramo sedaj prirejati, takoj, ko bo mogoče, pa vas bomo zagotovo povabili na javna vodstva, na še kakšne dogodke ob razstavi in seveda
še naprej vas vabili, tako kot je rekla naša Iva Stiplovšek, vljudno vabljeni, nič ciljeni, mi pa vedno rečemo tudi zelo dobrodošli. Zdaj pa, ker je Barbara mlajša, mogoče Barbara dobi prvo besedo, pa gospod Peter potem zaključi, če vam je tako naprej. Aha. Ja, še enkrat hvala vsem sodelujočim. Jaz sem pač z očetom nisem preživela prav veliko časa, ker sem se pač rodila tudi, ko je bil že on kar starejši. Zato nekaj od vas tudi ne poznam in so mi ti spomini zelo dragoceni. In tudi mojim hčerama, ki sta tudi priklopljeni tukaj, čist neznani, ker jih pač jaz ne vem. In tako da sem vam zelo hvaležna za vse zgodbe, pripetljaje, ki ste jih delili z nami. Res še enkrat hvala muzeju in držim pesti, da se kmalu vidimo v živo in še kakšno rečemo. Tako najlepše. Hvala tudi Petru, ki je prispeval kar nekaj fotografij in predmetov tukaj na razstavi, tako da res želim, da se kmalu vidimo v živo. Ja, hvala tudi vam, gospa Barbara nam je še prinesla nekaj fotografij, tako da bomo tudi to vključili potem v našo predstavitev. Hvala, da ste v razstavi z gospodom Andrejem Gubino, tako da res, mi bomo imeli še možnost, da se bomo mičkeno podružili zelo na varen način. Žal pa se ne bomo danes družili s gospodom Petrom, ampak prosim pa, gospod Peter, vi zaključite ta naš dogodek, da vidim, če še kaj noter. Ne, piše, moj oče sicer, da so bile zelo zanimive predstavitve, da tudi tak način ima svoje prednosti z nogami na toplem, lahko v galeriji gleda znane in neznane prisotne. Lepo nas pozdravlja, tako da vidim, kje drugi niste nič zapisali v naš klepetek, tako da prosim, gospod Peter, še nekaj vaših misli, potem pa rečemo lep večer še naprej vsem in srečno. Gospod Peter. Ja, jaz se še enkrat zahvaljujem vsem navzočim, izredno sem vesel, da sem slišal gospoda profesora Bogataja, ko je strokoven in ima svoje videnje in mnenje o celi zadevi. Upam, da je to samo začetek in da se bo še sodelovalo, če bo turistična zveza, če bo občina, če bo muzeji malo zadevo še podprli, koliko bom jaz v možnosti in vse, kar potrebujete informacije ali pomoči z moje strani, bom zmeri na razpolago. Morda sam še ena informacija, pa ne da bi bila reklama, ker pogrešajo knjigo Na trgu, zadnjič je ponatis bil strani založbe Pivec iz Maribora z gospo Pivec sem se slišal prejšnji teden po dolgem času, oziroma po daljšem času in mi je obljubila, da bo šlo v ponatis 500 izvodov, a da načrtuje v prihodnosti prirejeni in spremenjeni, oziroma da bo knjiga v kratkem na trgu 500 izvodov in potem še nekaj naprej, verjetno 1000–1500 naslednjega leta. Hvala lepa vsem in lep večer še naprej. Pozdravljam vse prisotne. Hvala lepa res za vse gradivo, ki smo ga prejeli od vas in vse to povezovanje. Sem pa pozabila povedati, da tudi Krško društvo ljubiteljev fotografije prireja razstavo, ki bo v Krškem, Branko Benčin je tukaj 22. aprila, se pravi, mi pa ves čas upamo na voljo, če bo pač malo muzej zaprt, upamo, da ne bo predolgo, ampak mi bomo zagotovo še dolgo tukaj. Tako da hvala lepa gospodu Petru in njegovi ženi Dragani, ki je žal danes ne more nas pogledati, ampak je prisotna, nas posluša. Ne, sej veste. Bomo kar veliko časa vzeli in hvala lepa. Hvala lepa našima gostoma v razstavi, hvala lepa profesorju Janezu Bogataju, hvala lepa vsem iz Dol, vsem iz Sevnice, Poloni, gospe Mojci in našim kolegom v Radovljico, tako da pomahamo vsem, hvala vsem sorodnikom, hvala vam, da ste zdaj zamudili nekaj dnevnika in vztrajali z nami, ter smo nekako skupaj praznovali
ta en lep rojstni dan, ne, tako. Ivana Ivačiča, srečno vsem, lep večer še naprej. Srečno.